Dej nam predstav to zgodbo. Bral sem, da ko si razmišljal, kje bi začel svojo kariero kot študent, si poklical na Devesoft in se je javil Andrej in zgodba se je začela, da te je vprašal, kje jezike znaš. Dej nam to predstav. Potem je še Jure zamudil na tvoj razgovor. Ja, se mogoče je taka zanimiva stvar, da recimo ena taka dobra podlaga, da sem jaz v Devesofti začel delati ali pa tudi malo spel, sta bila dve stvari. Ena je bil kazino, ena je bil pa, da se mi ni dali daleč voziti. Kazino je bil v tem smislu, da sem v tistih cajtih študentskih še velikokrat igral Hold'em poker, takrat je bila to zelo znana igra, pa dala se je zelo, bom rekel, kar matematično igrati, no. To smo veliko zavesjali, smo z enim kolegom igrala, pa bom pol povedal, kot pride tukaj zaposlitev. Ta druga je pa bila, da ko sem faks zaključil, sem malo gledal svoje opcije, v Ljubljani je bilo kakor želiš, ne, ampak sem razmišljal, ok, ne, 2 ure, 3 ure na cest, raje bi kaj delal, nisem oseba, ki je res rada nekako, ne vem, izgubila čas, no. In sem pol videl, da je tukaj v Zasavju neko podjetje, ko tudi razvija programsko opremo, pa sem rekel, ok, bom naredil prakso, pa nekaj sem naučil, bom pa videl, kako naprej, ne. Ja, zdaj pa, ko sem poklical to podjetje, številka je bila njihova, webpage, one pager je bila stran, pa dol samo telefonska. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja, njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes en zelo poseben gost, katerega sem se jaz veselil, da ga končno zvabim, ker ima zelo poln urnik in dela izjemne stvari skupaj z ekipo. Tako da lepo pozdravljen, Tilen. Lepo pozdravljeni. Zdaj, preden greva pokukati v tvoje izjemne izkušnje, nasvete, poglede, kaj ste ustvarili, bi te jaz rad našim poslušalcem predstavil. Tako da, dragi poslušalci, danes je z mano Tilen Sotler, in sicer CEO oziroma glavni izvršni direktor podjetja Devesoft, o katerem zelo veliko poslušamo in smo zelo ponosni, da je del slovenske zgodbe. Tako da, Devesoft oziroma, kasneje se ga bo dotaknila, če greva prvo nate, ti si že več kot 20 let v podjetju Devesoft, praktično si se pridružil, ko je ekipa štela 5 ljudi, in tudi tam je ena zanimiva zgodba, ki jo boš pol predstavil, kako je izgledal tvoj prvi intervju. Si diplomirani inženir računalništva in informatike, tudi zdaj zaključuješ MBA na ekonomski fakulteti. Tako. Zelo velik del svoje kariere si posvetil razvoju aplikacij, in sicer za podjetja, kakor je SpaceX, Daimler, Kawasaki, Bosch, Hyundai in pa še mnogo velikih imen oziroma teh gigantov, ki jih vsi poznamo. Je pa v bistvu tvoja pot skozi kariero te ponesla tudi v vodenje, kjer si se zelo začel zanimati tudi za vodenje, procese v podjetjih, organizacijo, lastniško strukturo podjetij. En fun fact, katerega se bo pol tudi dotaknil, da je Devesoft ima v bistvu že 80 lastnikov in pa se hkrati širi zaposlenih lastnikov. Imaš zelo bogato znanje in izkušnje iz različnih industrij, vesoljska industrija, katero se ne more veliko ljudi pohvaliti, avtomobilska, razna proizvodna podjetja in tako naprej. Zdaj, če greva še, zelo mi je bilo zanimivo, ker sem bral en intervju s tabo in sicer si izpostavil, da te vodi prepričanje, da je znanje potrebno prenašati na naslednje generacije in da je to gonilo in predpogoj za uspeh, kar mi je wow. In ko je Andrej Orožen, ki bo do zdaj v bistvu CEO, predal štafeto lansko leto, je tudi izpostavil, da si ti ključna oseba, da si ti vodja prihodnosti in v bistvu ta gonilna sila, ki razumeš novo generacijo, veš, kaj je potrebno, tako da wow. Ampak preden greva vse te izjemne stvari, jaz se zmer malo, bom rekel, izzovem moje izjemne goste, in sicer, če bi bila midva sošolca v gimnaziji, si že takrat razmišljal, da bi rad delal izjemne stvari, postavil globalno podjetje, ki dela za NASA, Daimler, SpaceX, Rimac in tako naprej. Ja, zdaj po tem uvodu bo malo trema. Ja, če bi bila v srednji šoli sošolca, jaz sem bil na gimnaziji in ekonomski srednji šoli v bistvu, v Trbovljah, ne. Bi pa zgledal verjetno zelo drugače, ker jaz sem bil iz Zasavja tukaj sem tudi hodil v šolo, pri nas smo bili vsi punkerji, uporniki, vsi smo igrali v bendu, tako da smo imeli čisto druge ideje v tem, kam nas bo življenje peljalo. Saj tudi, iskreno povedano, so bili časi čisto drugačni. Se je dalo veliko bolj sanjariti, pa
pa mogoče veliko bolj uživati, pa imeti neko tako brez pritiskov življenje, ker je bilo vse veliko bolj zrelaksirano, pa tako, ne. Mama pa oče sta bila ob 2 že službe, smo imeli čas za družino, pa tako. Je bil dosti drugačen življenje bil, kakor je danes. Jaz sem se rodil leta 80, tako da poznam še malo tistih časov, ne. Tako da moje poslanstvo je, da je bilo takrat igranje v bendu, uživanje, pa seveda sem vedno pa rad raziskoval, se učil, po naravi sem tak zvedav, me stvari zanimajo, rad se poglobim v njih in jih razumem. Tako da to željo smo pa ves čas na vseh področjih delovanja, je ta raziskovanje pa učenje, no, pa napredovanje ves čas, da ne stagniram. The best. Ja. Nisem pa sanjal o SpaceX-u in NASA in ESA in tega pa nisem. Si niti predstavljati nisem znal. The best. Zdaj, DVSoft, veliko poslušamo o DVSoftu, kaj počnete, delate v bistvu inovacije za cel svet in ste v sami špici. In sicer, zdaj, če greva tudi malo čez številke, v HQ imate že 172 zaposlenih, 50 milijonov prihodkov ste naredili, globalno 400 zaposlenih, povprečna letna rast zadnjih par let je 20%, kar je noro. In pa ste v bistvu glavni na področju izdelovanja inovativnih merilnih sistemov. Daj nam malo več povej, kako je šla ta pot, kako ste se razvijali, sploh delati z znamkami globalnimi, kot je SpaceX, Rimac, se ne more pohvaliti veliko podjetij. Ja, iskreno povedano na začetku, ne vem, če si je kdo, mogoče naš predsednik, dr. Jure Knez, si je znal predstavljati to pot. Jaz sem se pridružil DVSoftu konec leta 2003, to je bilo 3 leta po ustanovitvi recimo, in takrat si mislim, da noben od nas fantov, ki smo delali, ni znal čisto predstavljati, kam to pele. Mi smo delali takrat še z drugo firmo, in sicer Devetron, ki je delala za nas hardverske rešitve, mi smo pa za njih delali software. In Devetron je imel pa že dosti veliko mrežo, da nas je tudi spravil lahko do kakih večjih poslov, kot je bila NASA kot prvi posel, in pol tudi kasneje avtomobilska industrija, recimo nemška, Daimler, BMW in tako naprej. In tukaj bom rekel, da meni se je to zdelo bolj kot neke take sanje, da sem lahko tukaj v Trbovljah, to je ta firma, podjetje v Trbovljah, je 3 minute od mojega doma z avto. To so bile neke take sanje, da lahko se usedem v avto, peljem 3 minute, pa kar naenkrat delam z največjim firmam na svet. Noben pa ni vedel, da bo to peljalo, mislim vsaj, no, do kje smo danes, pa še do kam bi rad prišel. Tako da bom rekel, da zjutraj smo vstali, delali, zvečer šli spat in to smo ponavljali do nedelje, v nedeljo smo imeli malo frejcajta in potem že spet. Probali smo ustvarjati, pa probali smo delati tisto, kar vsakega od nas res veseli. Tukaj moram spet reči, da sem se veliko naučil od tega, ker Jure je bil zelo dober pri tem, da je iskal tiste talente, ki jih nekdo ima, da jih je še izboljševal in da mu je pomagal rasti in graditi. In verjetno, če bi imel jaz nekega vodjo, ki bi mi povedal, kaj bom delal, bi bili rezultati veliko slabši. On pa nas je pustil, da smo ustvarjali, pa je ves čas iskal raj naloge, pa področja, tako da smo mi lahko zelo dobro delali in uspevali. In to je bil verjetno en velik ključ do, seveda sama vizija izdelkov vsega, ki je tudi Jure nosil, ampak mislim, da je bil tudi velik ključ to, da je imel to razumevanje, da se mora zaposleni znajti sam znotraj tega in ustvarjati. In res, da se je bilo pijati same, veliko ljudi je vmes prišli, ampak so tudi sami odšli, ker se niso znašli v tem. In smo v bistvu ostali večinoma samo ki smo imeli neko tako malo podjetniško žilico, raziskovalno žilico, pa tako, ko smo se mi znajdli, pa res razmišljali o tem, ko pa če bi nam ratali priti v SpaceX en dan. In tako smo prišli. The best. Jaz zelo rad zmeraj vprašam, in sicer jaz sem oseba, ki rad se ponovadi za vikend ali pa v nedeljo zvečer pripravil za naslednji teden, pa me zanima, imaš ti kakšno posebno rutino, imaš ogromno nekih klobukov, imaš veliko odgovornost, vodiš podjetje, ki je svetovni, globalni inovator. Kako se ti pripraviš? Si zjutraj narediš, zvečer? Kako si razporejaš sestanke? Ja, tako, jaz uporabljam 2 aplikacije, take zares, seveda jih je več, ampak 2 uporabljam veliko. Ena je Huckleberry, druga je pa Google Kalendar. Zdaj, 6 mesecev nazaj sem dobil hčerko in zato uporabljam Huckleberry, ker mi noč Jana piše, kjer vse stvari moram narediti, ko pridem domov. Prej te aplikacije nisem poznal, tako da imam zdaj urejen tudi ta del urnika in zelo lepo laufa. Kar se tiče pa službe, uporabljam pa Google Kalendar.
In večinoma, jaz tudi tako, ko si ti rekel, jaz v nedeljo začnem že nekje planirati, kaj bom počel ta teden, ko so bistvene stvari, kot lahko največ pripomorem, kjer stvari so tiste, ki so visok riziko, pa jih je treba naprej potisniti, kjer stvari so one, ki jih lahko mogoče spustim in si ponovadi med vikendom že v glavi vsaj pripravim okvirn framework za tisti teden. Potem pa ponovadi v koledar razporedim, ker še nimam, to delam sam, ker se mi zdi, da je najlažje, če si samo urejam svoj koledar, ker pred nekomu to razložim, sem nekako že frtik s tem digitalnim orodjem, gre stvari zelo hitro, če jih znaš uporabljati. Potem pa v bistvu med tednom pridejo izredni sestanki, tisti, ko mora biti, drugače se pa probam držati teh sestankov, tako kot sem jih zastavil. Tudi zaradi tega, seveda me veliko ljudi zahakla v liftu, po stopnicah, v jedilnici, ampak zaradi tega, da nekako sem lahko res fokusiran na te stvari, pa da te stvari res speljem naprej, pa da sem pripravljen, da ni na pol vse narejen. Tako da dejansko je to. Potem pa za rutino, recimo zjutraj kava pa maili, tukaj se tudi malo zbjaram, pa pripravim na dan, tisto, ko me res rabijo, me probajo zjutraj ujeti, ker takrat me najlažje dobijo še, pol čez dan že zaplavam nekam, me težko najdeš še kdo. Pol imam ponavadi zvečer, ko dam malo spat, imam tam od 8 do 10, 11, ali delam za faks, ali pa spet maili, pa te stvari. Tekom dneva pa se ukvarjam s tistem, kar je v mojem schedulu. Tako da imam neko tako rutino, dokaj jasno, no. Potem pa zunaj tega pa še mogoče recimo šport. 2krat na teden imamo skupaj z Žano telovadbo, da tudi skupaj čas preživljamo in to je obvezno, to se ne spušča. Potem pa 2krat sem šel pa laufat, ampak tako da sem nekak 4krat, ampak zdaj, ker imam MBA, sem ta del mogel mičken dati na stran, da skončam ostale stvari, ampak pride nazaj tudi to. Tako da ja, sem kar nek tak človek, malo rutine, je pa res, da tekom dneva sodelavci zapeljejo čist razne stvari, kodar ni več rutine, ampak je bolj kreativa pa reševanje stvari pa tako naprej. Top. Daj nam predstavi to zgodbo. Bral sem, da ko si razmišljal, kje bi začel svojo kariero kot študent, si poklical na Devesoft in se je javil Andrej. In zgodba se je začela, da te je vprašal, kjer jezike znaš. Zdaj nam to predstavil, potem je še Jure zamudil na tvoj razgovor. Ja, se mogoče je taka zanimiva stvar, da recimo ena taka dobra podlaga, da sem jaz v Devesofti začel delati ali pa tudi malo spel, sta bila dve stvari. Ena je bil kazino, ena je bil pa, da se mi ni dali daleč voziti. Kazino je bil v tem smislu, da sem v tistih cajtih študentskih še velikrat igral Hold'em poker, takrat je bila to zelo znana igra, pa dala se je zelo, bom rekel, kar matematično igrati. To smo veliko zaveseli, smo z enim kolegom igrala, pa bom pol povedal, kot pride tukaj zaposlitev. Ta druga je pa bila, da ko sem faks zaključil, sem malo gledal svoje opcije, v Ljubljani je bilo kukar želišče, ampak sem razmišljal, 2 ure, 3 ure na cest, raje bi kaj delal, nisem oseba, ki je res rada nekako, zgubila čas. In sem pol videl, da je tukaj v Zasavju neko podjetje, ko tudi razvija programsko opremo, pa sem rekel, bom naredil prakso, pa nekaj sem naučil, bom pa videl, kako naprej. Ja, zdaj pa, ko sem poklical to podjetje, številka je bila njihov, webpage, one pager je bila stran, pa dol samo telefonska. Sem je oglasil Andrej Orožen, torej prejšnji direktor, moj kodirektor trenutno, pa je vprašal dve stvari. Prvič, kdaj lahko pridem, drugič pa, kjer jezike znam. Jaz sem tukaj naštel programske jezike, Java, Python, cel kup tega, da bi res izpadel, da vem stvari. On je rekel, ne, jaz sem mislil angleški, slovenski, hrvaški, kakva firma je tu, da se norci delajo že na začetki. Ampak to je naš humor, ko ga imamo še danes in je zelo zanimiv. Tako da ja, potem sem pa prišel na firmo, pa itak je bila standard v tistih časih, ker je Jure imel tukaj dela, da si ga vedno čakal, jaz to nisem vedel, sem prvič v življenju nekoga čakal tukaj časa, mislim, sem moral pa pol tam sjadil na kavči, ampak je tudi pol naposled se pojavil. Pol je pa rekel, me vprašal 2 stvari, pa sem jaz malo razlagal, pa rekel, veš, potem mi ti raj pokaži, kaj si naredil, Pa sem pa rekel, ja, imam en program s sabo, sem imel res en program s sabo in tu sem napisal Fruit Poker v Delfiju. To je bil pa catch v tem, da tam v kazinoju je bil tudi, je bila ena igra, ki se je rekla Fruit Poker. In jaz sem zdaj na vaje za umetno inteligenco rekel, ajde, bom naredil eno tako varianto tega Fruit Pokera, pa vzel bom en tak jezik, v katerem jo lahko narediti, da čim lažje vaje naredil. In potem sem vzel Delfi. In naključno je bil to en redkih jezikov,
kakor je danes že skoraj v nekem izumrtju, se pa v 9 uporabljal. Jaz pa Jure ti to pokažem in tako še pogledal ni do konca, mu začnem, mislim, da je bil min-max algoritm, mu začnem umetno inteligenco nekaj razlagati, rekel, v redu je, pridi jutri. Zato, ker je videl, da uporabljam tisti jezik, ko ga uporablja tudi tam, pa videl je, da nisem prišel, in to nisem takrat vedel, ampak videl, da nisem prišel se pogovarjati, pa razlagati, ampak da sem prišel, pa da vam nekaj pokazati. In to je bilo vedno cenjen v našem podjetju. Tako da je bilo v bistvu tak, bom rekel, zanimiv uvod je bil, da sem šel domov, sem imel zelo mešane občutke, pa sem rekel, bomo videli, kaj bo z tega. Ampak še danes delujemo na tak način, tako da je zelo zanimivo. Ja. Je to v bistvu to del naše kulture, ta usmerjenost v to, da imaš nekaj res za pokazati, ne samo, da znaš veliko povedati, usmerjenost v to, da si angažiran, ne vem, to, da zaupamo ljudem, pa jim rečemo, ajde, dajmo probati, bomo videli, do kam lahko prideš, ne kompliciramo 300 intervjujev, 600 vprašanj, dajmo probati. Tako da moram iskreno tudi povedati, da se mi zdi, da ta del zaupanja danes je velikokrat zelo nizek, no? Če gledam po firmah, po kolegih, da težko zaupajo, da bojo stvari narejene. Se mi pa zdi za samo vodenje recimo ključno, da te prvo sodelavcem zaupaš, pa jim pustiš, da ustvarjajo, potem pa seveda pomagaš tem, ko ne gre, pa iščeš rešitve. Ne? In to se mi zdi, da je taka ena težjih lekcij v vodenju, no? Da je zaupanje res ključ do uspeha. Vodje so pa malo nagnjeni do tega velikokrat, no? Da težko prepustijo to. Se strinjam in mi je zelo lepo, ker si načel tudi že naslednjo temo, ki me zelo zanima. In tudi jaz sem oseba, ki sem že kar nekaj ekip vodil in tudi mene sem imel zelo odlične šefe, menedžerje in kot si rekel, zaupanje bo zmer, pa neko polnomočenje, se pravi, da nisi mikromenedžer. Pa me zanima ti, ko si zdaj postavljaš ekipe, kaj so glavne lastnosti poleg zaupanja, ki so ti pomembne? Ja, prva, mislim, da je vedno tista, ko povem, je zaupanje treba vzpostaviti, to je itak. Potem je prva, da smo v ekipi vsi enaki, ko delamo skupaj. Torej, jaz isto lahko prispevam, če sem del te ekipe, na način, kot mislijo, da me lahko najbolj porabijo. Nikoli ne delam iz vrha navzdol v ekipi, ki jo postavim za določeno nalogo. Potem pa se mi zdi, da je pa najbolj pomembno, da se zbirajo člane z različnim kompetencam. Zaradi tega, ker če pet članov z isto kompetenco ponovadi težko kaj narediš. Potem pa tudi nekaj časa porabim za to, da ekipo uskladim nekako na to, da vsak res na tistem, kodar je dober, na tistem prispeva. Potem, če kakšna stvar manjka, dodamo ali zamenjamo, ampak probam ne siliti, kamor bo stvar zelo težko šla. Tako da mislim, da ključno je zaupanje, kompetence, pa da sem jaz v bistvu član ekipe, pa moram prispevati, kako si ostali, da dosežemo rezultat. Pač seveda s tistem kompetencam, ko imam jaz zelo dobre. To se mi zdi tako kar ključno, no? Pri kreiranju ekipe. Daj mi povej še, in sicer tvoja kariera je šla od tega, da je bilo 5 zaposlenih, pa si bil software inženir, pa lead inženir, pa potem VP, se pravi Vice President inženiringa, pa CEO, pa zdaj CEO. Kaj je bil tisti trenutek, recimo v tvoji karieri, Američani temu dostikrat pravijo, da aha moment, ki si pa rekel, to je to, jaz uživam, v tej firmi se vidim, hočem rast, a je bil kakšen tak projekt, kakšen trenutek, ki si pa rekel, to je to? Ja, zdaj kot prvo, jaz v tej firmi resnično uživam, zato ker je multinacionalka, ker je inženirstvo na visokem nivoju, zato ker delamo v bistvu rešitve za stranke, ki dejansko tehnološko peljejo svet naprej. In to ni nekaj, kar iskreno povedano, vsaj jaz ne vidim, kje bi to našel za vsakem vogalom. Da lahko prispevam, ker jaz res verjamem, da vsak mora nekaj pustiti za sabo. No? In če imajo poslanstvo, da pomagam pri tem, da se tehnološko svet izboljšuje, da bo na koncu SpaceX pristal na Luni, na Marsu ali kjerkoli, jaz mislim, da če te stvari lahko podprem, sem jaz zadovoljen sam s sabo. Tako da to se mi zdi, da je ključ, za ko sem tukaj že toliko let. Vse so me velikokrat spraševali, da bi kaj drugega počel, ampak res, ne vem, se mi zdi, da sem našel neko tako svoje poslanstvo. No. Kar se tiče pa aha momenta, je pa, se mi zdi, da je pa najbolj tak trenutek, ko je bil, jaz sem, mislim, da tam 2004-2005 do 2008 delal ene stroje za CIMOS. Te stroje so bili narejeni tako, da so imeli neki mehanike, neki elektrotehnike, neki programje, neki strojništva in je bilo v bistvu ekipa sestavljena iz 5 ljudi, malo več, ker sta bila pa 2 strojnika, 2 elektrotehnika, ampak iz ljudi, ko imajo čisto različne naloge.
In ko sem jaz ta projekt pozdoval, ta stroj je bil v bistvu za končno kontrolo turbopolnilnikov. Turbopolnilnik se je dal na to mašino, se je zavrtel, zmerile se določene mere, potem se je pa tako zavrgel ali pa obdržal, ali so mogli pa kaj popravljati na rezilih. Taka preprosta mehanska mašina. No. In ko sem jaz prevzel to, je bilo tako, da ker programer pride vedno zadnji, sem jaz, ko sem probal svoj program zagnati, nobena stvar ni delala. In potem je bila moja naloga, da to vse sam kar šraufam pa pomagam. Jaz zdaj pri prvi mašini sem se ful veliko naučil elektrotehnike, strojništva, ker sem se vsega sam lotil. Potem sem šel pa en večer domov, pa sem razmišljal, če je to res smiselno. In sem rekel, ko pa, če bi jaz raje zorganiziral te ljudi, ki so navajeni danes sicer drugače, da bi svoj del dobro upravljali. In potem sem se raje potrudil, da sem pri drugi mašini že osvojil, dokaj, da so imeli voljo se mi urediti stvari, pri tretji so pa že brez mojega sploh nadzora ali pa česarkoli pripravili tudi del, že sem jaz zagnal stvar, sem mogel sam še popiliti pa dokončati. In tukaj sem pa res premislil, ok, inženir sem dober, sam za kom me ta del tukaj veseli, za kom me ta organizacija dela tukaj veseli, za kom me tukaj veseli delati z ekipo, pa za kom me tukaj veseli proces poenostaviti do te mere, da se lahko zgodi brez stresa, brez vsega, pa da so še vedno rezultati tukaj. Ker tista prva verzija je bila zelo stresna, ker zadnji dan, ko sem jaz začel šraufati, nič ni delati. Mi smo mogli drugi dan po cimositi in to res ni imel smisla. In to je bil za mene moment v moji karieri, ko bi se želel pa naprej delati. No. Ne. Tukaj sem začel se prvič spraševati, bi rad programiral, ko bom 80, ali bi se mogoče raje ukvarjal še s čim drugim. Ne. Tiste prvi del tehnike mi pa veliko pomaga, ker res razumem industrijo, pa kaj počnemo. No. Brez tega inženirskega dela je v naši industriji zelo težko, ker je nišna industrija in se težko priučiš trga in vsega, če ne razumeš ozadja, ko so rešitve pa stvari narejene. Tako da Jure inženir, Andrej inženir, jaz sem inženir, sposob menedžmenta raje šli vsi preučiti, kot da bi obratno naredili. Ja, daj mi povej, zelo fascinantno, kako sploh izgleda, ko dobiš enkrat stranko, kot je SpaceX, Daimler, Bosch, ki so v bistvu te velikani, koliko časa trajajo pogajanja, ne vem, ker se pravi, vsi, ki vas spremljamo, ki te spremljamo, smo enostavno navdušeni pa zelo ponosni, da imamo v Sloveniji tako podjetje, ki je v bistvu globalni inovator, pa trendsetter. Ja, ponavadi traja za velike posle tudi 3 do 4 leta. Tukaj imamo mi narejen tako, da imamo po 16, oziroma zdaj mislim, da je že 17, če ne 18 državah svoje subsidijarje, torej podružnico, in dejansko ta podružnica lokalno na trgu nastopa in pridobi tak posel. Ko smo bili majhni, je bilo tako, torej nas je bilo 10, 15, to so bile tam leta 2006, 2007, 2008, smo veliko se mi mogli jeti naokrog, jeti do teh strank in smo si se mi zborili te posle, ampak so bili tudi te posli dosti manjši. Zdaj za te velike posle se pa borijo naši prodajniki in te ponavadi tako kot ribolovu. Mehno ribo hitro jameš, veliko pa počas. To je veliko pogajanj, prijavimo se na tender, prijavijo se konkurenčne firme, pol vidimo, če lahko pri cenah kaj naredimo, pol je to poštiman, se odločijo, da rabe še ene določene stvari, pol development pogleda, če lahko naredi. To so vse odvija do unega trenutka, ko kar porečejo, bomo vzeli ali pa ne. Zdaj, na svet smo mi trenutno, mislim, da je ena peta firma po revenueju, s tem, da so 3 iz ene firme, tako da smo mogoče nekje tretji. In tukaj ni toliko veliko firm v tem svetu, kakor lahko sploh tukaj kompleksne sisteme izdelajo. Tako da na koncu na tenderi se zmer 4 iste firme srečamo pri teh velikih sistemih, ki jih te velike firme potrebujejo. Manjših sistemov je veliko. Imajo Kitajci svojo firmo, kakor češ, imajo Američani svojo firmo, ampak za te velike rešitve, ki jih ponujamo, to so 1000 kanalov, 2000 kanalov, kompleksne meritve, pa ni toliko veliko firm, kakor so sposobne sploh izdelati tako rešitev. Mi smo rabili vsaj 18 let, da smo tako rešitev res dobro znali narediti. Ne? Tako da ja, počas se daleč pride, je tukaj pregovor. In jaz verjamem, da boste še naprej kreirali, pa še dalj prišli, kakor ste že. Daj mi povej, in sicer Dewesoft je tudi zelo znan po temu, da ima zelo zanimiv lastniški poslovni model. In sicer vi ste v lastniško strukturo vključili že več kot 80 zaposlenih. Kako ste do tega prišli? Čestitam, nora zadeva. Več podjetij bi mogli iti po vaši poti. Daj nam sploh razloži, kako. Ja, tukaj je pa
mislim, da je bilo tudi nekaj leta 2016, je pa, mislim, da je Jure po firmi lovil en kup ljudi, da bi skupaj projekt dokončali in pol je prišel pa je rekel, Madonna, tile je rekel, tle nas 10 naslov pa naokrog, ne, drug pa naredijo, kako naredijo, ne. Pa sem rekel, se strinjam, ne, pa je pa rekel, pa ko je bilo čas drugačne, pa smo potuhtali, mehni smo bili, pa smo bili odvisni od svojega preživetja, ne. Zdaj smo pa velik, oziroma več, in kdorkoli pride, se mu zdi, da je pač prišel v firmo, ne. No, pa mislim, da sta Jure pa Andrej to natuhtala, straga, ko pa če bi mi naredili en tak sistem, kakor ga omehen startup, se kot to misliš, tako da bi bili ljudje solastniki. Ok, pa dejmo, ne, in to je bila tista ključna ideja, zakaj bi to sploh potrebovali, no. Potem takrat smo še zunanjega svetovalca vzeli, ko nam je pomagal postaviti ta model, ker je dokaj kompleksen, če ga sam hočeš narediti, kar nekaj stvari, ki jih moraš pokriti. In potem smo to dali v akcijo, bom rekel. In to je zdaj že kar, to je v 2016, mislim, da je bilo to narejeno, to je že kar nekaj zgodovine tega sistema. Mislim, da deluje kar dobro, no. Ker je pa še drug kovanec tega sistema, ko marsikdo ne ve, pa da je tudi tako narejen, da je naša plača sestavljena iz visokega variabilnega dela. To pa zaradi tega, da tudi dejansko iz tega variabilnega dela lahko pa tudi zaposleni kupujejo delež. To pa zaradi tega, da tudi mesečno vidimo, kako nam gre. In pol resnično občutimo, recimo na kratkoročno vidimo pri variabilnem delu, kako nam gre dobro, na srednje pa dolgoročno pa naš delež, kako raste, pomemben. Tako da nekako je zelo premišljen sistem, ko motivira obe stvari, torej v dnevnem delu pa v daljšeročnem strateškem delu, ne. Če nam je ESG direktiva zapove, da moramo biti malo bolj zeleni, bo interni lastniki veliko težje kot eksterni rekli, dajmo stran pogledati, ne. Se bojo potrudili, da bojo malo bolj zeleni, pa da bojo tudi naredili stvari, ne. Tako da je tak zelo zanimiv model, kakor veliko stvari pokrije, pol ko enkrat razumeš, no. Zdaj, veliko ljudi se obrača nate, te gleda kot mentorja in pomagaš. A si imel tudi ti v svoji karieri kakšnega mentorja, kakšno osebo, ki bi jo vzpostavil, ki te je v bistvu vodila čez pot, te vzgajala? Ja, že doma sem imel dva, no. Prvo je mama, ko ima izjemno vztrajnost, no, me je veliko naučila, da človek ne sme obupati, ker v takem poslu, ko mi delamo, je tudi veliko vztrajnosti, da greš čez te težke trenutke, prepreke, ker je pač zelo naporno, no, kakorkoli obrnemo. Drugi pa oče, ki ima pa izjemno veliko strast do dela. On je bil pa predsednik športnega društva Partizan, direktor muzeja športa Trbovlje, in to vse delal za hobi, za veselje, nič od tega ni bilo plačano. In mi je dal tudi to, da si mora človek najti tisto, kar bi res rad delal, tisto, v čemer lahko uživa, pa tisto, v čemer lahko res nekaj naredi, no. Veliko sem se naučil, ko sem njiju gledal. Potem pa, kar se tiče po podjetju, sta bila pa Jure pa Andrej, pa ta core ekipa developerjev, ki so bili 4, smo bili na začetku, ko smo res gradili te ključne gradnike podjetja, no. To so mi pa mentori, bom rekel, v dnevnem delu. Ker jaz mislim, da je ena zelo pomembna stvar, če hoče človek napredovati, če hoče človek se izboljševati, mora imeti dosti samorefleksije, da tudi pogleda, komu gre dobro, komu gre slabo, kako lahko stvari izboljša. In te ljudi okrog tebe so neprecenljivi, ker ti vsak dan držijo ogledalo, če jih želiš poslušati, če jih ne poslušaš, seveda ne vidiš, ampak vsak dan s svojimi komentarji, s tem, kako gledaš, s tem, kako so ti odpisali mail, ti držijo neko ogledalo, in ko prideš domov, če si malo časa vzameš, lahko resnično pogledaš, ko lahko še pri sebi izboljšaš. In nekako se mi zdi, no, da okoli nas je več mentorjev, kakor mislimo, da jih je, ampak jih velikokrat ne opazimo, ker nočemo poslušati, pa nočemo videti. Tako da to nekako so bili ljudje, ko so sigurno bistveno vplivali name čez zgodovino, pa seveda z mojo partnerko smo skupaj že tudi čez 20 let, no, da me ves čas podpirala, pa to je bilo veliko časa, me ni bilo pa tako naprej in tukaj pa tudi nimam kaj reči, ne. In tudi je veliko ti je reka, da je nekaj komplicirati, sam narediti, ne. Pa mi je dala spet malo energije, da sem zjutraj vstal, pa sem šel čez take stvari, kakor so bile lahko težke, pa tako da ja. Tako, no, to so bili moji glavni mentorji, recimo. The best. In ravno te izzivi, ki je včasih težko ostati, so tisti, ki te potem okrepijo, pa jačajo. Zdaj, ponavadi zmeraj vprašam podjetja, ki so nosilci trendov in vodilni na svojih področjih, se pravi na področju merilnih sistemov,
koliko si vi lahko privoščite napak pa inovativnosti, oziroma kako skrbite, da ste skozi v špici, da ste tisti, ki v bistvu postavljate trende? Ja, ravno tako, da si dovolimo veliko napak. Ja, drugače ne gre. Tukaj pri inoviranju in vsem mora biti res kultura podjetja, da dopušča napake, mora pa obvezno zagotavljati, da se na napakah učimo. To pomeni, da ne ponavljamo skozi iste napake, ampak da se iz prejšnjih naučimo in naslednjo iteracijo naredimo boljše. Tako da mislim, da kulturo inoviranja je zelo težko imeti, če je ves čas prisoten strah, da človek ni zmotljiv in tako naprej. Jaz vsak dan naredim en kup napak, ampak vse ni pomembno, ne so manjše, ne večje, važno je, da gradim naprej, da se na njih naučim, pa da naslednjič naredim boljše. Tako da tukaj pa moram spet reči, da na začetku sem zelo odprte roke, kako bom delal stvari in vedno, nikoli nisem jih dobil po prstih, da delam napake, ampak je vedno bil pogovor, ko lahko boljš, pa smo naslednjič naredili boljš. In to se tudi čez kulturo podjetja se je prenašalo do danes naprej. Tako da ja, ni, da ne delamo napak, samo skozi se trudimo, da smo vsak dan malo boljš, pa iz napak probamo naučiti, ko lahko naslednjič naredimo, da bomo šli še en korak naprej. To pa nam nekako uspeva, no. Ne ponavljamo ves čas istih stvari. The best. Včasih tudi. Včasih je treba. Daj mi povej še, kakšen pa je tvoj pogled na feedback oziroma povratno zanko, in sicer dostikrat se hecamo, da obstaja ta metoda sendviča, kjer ponavadi pohvališ zaposlenega, pol poveš, kaj ni ok, in potem ga spet zaključiš z neko pohvalo. A ste pri vas bolj direktni, odkriti, komunikacija je zelo jasna? Ja, en tak izziv je to, da smo iz Zasavja. To so rudniška mesta in tukaj je komunikacija že sama po sebi bolj direktna. Tako da bi težko naredil nedirektno. Kar je pa v resnici dobro. Načeloma delamo tako, da je feedback res konstanten. Letni razgovor je zgolj nekako zapakiral v en paket vse tisto, kar morata vodja in zaposleni že vedeti. Če recimo v kadrovskem razgovoru ugotovi, da sta oba presenečena, potem je bila komunikacija med letom slaba. Tipi dela, ko ga imamo, visokotehnološko delo, je vedno tako, da je treba biti zelo hiter, fleksibilen, agilen in je nemogoče čas zgubljati s tem, da nekdo nekaj nima informacij, da ne ve, a gre dobro ali ne, pa bomo pol videli, kako se bo končali. Pač dnevno se je treba obrniti pa nekako razumeti, kje si, koliko še prispevaš in kako ti gre. Brez feedbacka pa tega ne moreš. Tako da mi smo že od začetka imeli letni razgovor nekako zgolj kot ta del, da se lahko naprej pogovarjamo o karierni poti, kam bi želeli ljudje napredovati, kje se vidijo čez nekaj časa, ali gre vse tako, ko morajo. Feedback mora biti pa na tedenski ravni. Naši vodje imajo tudi ponavadi na tem najvišjem nivoju imajo one-on-one meetinge, ki so vsaj na 14 dni, tako da sedijo s svojimi ključnimi zaposlenimi in se pogovarjajo, o čemer je treba, da grejo stvari naprej. Tako da je ta feedback loop je zelo pomemben. Jaz mislim, tukaj sem vedno gledal, da je tu nekako zelo podobno, kakor je s kolegi ali pa doma. Če tega feedback loopa ni, slej ko prej se stvari ne končajo dobro. Tako da nekako je treba povedati pa izraziti svoje mišljenje, pa mogoče vsak ni najbolj srečen v tistem trenutku, ampak iz tega lahko vse gradiš naprej. Če pa to držiš zase, pa odzad delaš neke plane, kako boš nekoga zrušil, pa ne pele daleč. Tako da, ne. Je pa res, da tudi naša industrija ni tako narejena. Velike firme po 5000 zaposlenih bojo drugače delali kot naša firma 400 ljudmi. To se pa lahko strinjam, tako da ne morem kar enačiti vsega. Ampak feedback je pomemben. Ampak definitivno, tako kot si rekel, Trbovlje, ste bolj direktni, tako da to v Ljubljani mogoče malo manjka, ali pa še kje drugje globalno. Daj mi povej še, v enem članku sem zasledil in sicer si zelo odlično odgovoril, da si vprašal, kakšen je tvoj vsakdan v podjetju, in si odgovoril, neskončen projekt učenja, spreminjanja in razvoja. In če greva iz tega naprej, kako bi sebe opisal kot vodja? Kaj so tvoje dobre lastnosti, kaj si mogel razviti tekom let, da si v bistvu dosegel, da podjetje raste in da boste še rasli naprej? Ja, kot vodja je tako, da na začetku sem jaz mogoče malo sreče, ker sem začel s tem, da sem bil inženir, ko bo probal nekoga voditi. In sem dobil samo enega zaposlenega, ki je bil še študent povrh vsega, in kaj drugega, kot da sem bil mentor, tako nisem mogel pa znal narediti. Potem pa čez čas,
ko sem mislil, da nekaj že vem o tem, sem začel jaz čez vse neumnosti, ko verjetno vsak gre, to pomeni random vodja, diktator, demokrat, izgubljeni vodja, vse, kar je na seznami, dokler nisem po 15 letih ugotovil, da moram imeti nazaj na tisti mentorship, ki sem že prej govoril, ker je bil edini dober slog vodenja, ker na koncu lahko firma samo tako dobro dela, kot so ljudje okrog tebe. In nekako moraš graditi to skupino, pa si vzeti čas, da jim pojasniš, zakaj se določene stvari delajo, kako bi jih oni drugače naredili. In če bi gledal moj stil vodenja, resnično je tukaj ta mentorski del je najbolj prisoten. In večinoma se zanašam na tega. Tudi recimo včasih treba neke odločitve na hitro narediti, pa v tistem trenutku povoziš en kup ljudi, ker je treba narediti hitro, tisto stvari nimaš časa razložiti. Sam grem vedno nazaj, pa razložim, zakaj smo nekaj naredili tako, kot smo, zato da lahko spet zaposleni razumejo, da ni bilo nič narejenega, zato da bi koga slabo voljo spravil, ampak je neka stvar, kakor je treba bilo hitro narediti. In tukaj se mi zdi, da tudi recimo velikokrat vodje tega ne znajo, da bi šli nazaj pa pojasnili zadevo, zakaj je bilo nekaj tako narejeno, ker nekako mislijo, da bo izgubili tisti svoj ugled. V resnici pa mislim, da tukaj dobiš ugled, kvečemu na taki stvar, ne izgubiš. Tako da ja, to je nekako moja osnova razmišljanja o vodenju. The best. In sem navdušen in je res, kot si rekel, ne vem, če velikokrat ljudje potem gremo pa pojasnimo v bistvu svoje dejanja, razmišljanje za tem, ker smo nekaj naredili. Kaj bi pa rekel, da je recimo tvoja glavna lastnost ali pa lastnosti, kjer te tudi drugi v bistvu pohvalijo, pa vidiš, da si jih razvil ali pa jih imaš? Sigurno je to, da sem sistematičen, analitičen in organiziran, tako da so stvari večinoma, ko gre nekdo iz moje pisarne jasne, zelo redko grejo zmejaden ven. Pa verjetno je tudi to, da se dosti hitro znam odločati stvari, pa da znam stvari takrat, ki treba premakniti naprej. Počasih tudi zaviham rokave, pa se jih kar sam lotim, pa pol ljudje sledijo od zadaj. Včasih imam koga, ki je zelo zagret, pa njemu dam nalogo, ampak mislim, da je veliko to, da se znam hitro obrniti, pa prestaviti stvari za en nivo naprej. Tako da pa mislim, da ta delno, da sem dokaj jasen, ko opisujem stvari, je tudi veliko pomen, ker veliko je zmede pri slabi komunikaciji, no. Če pogledam mrzkot naokoli. Če zaposleni ne razumejo dobro, kaj je nekdo skomuniciral, ker nekdo misli, da je komunikacija tudi nekaj povedal. Komunikacija je tudi, da res jasno pove, razloži, kaj bi rad. In veliko je zmeda pri sami komunikaciji, da zaposleni ne vejo točno, kaj se od njih pričakuje, zakaj to stvar počnemo. Da pa jasno skomuniciraš, treba pa veliko več časa si vzeti. Tako da to so take, no. Komunikacija, organiziranost, analitičnost, pa ne vem, quick decision making. Daj mi povej, koliko pa misliš, glede na to, da ste vi visoko tehnološko podjetje in da je zelo veliko zaposlenih, zelo izobražen kader, inženirji, da je pa pomembna tudi ta empatija pa komunikacija napram kakšnim podjetjem, ki so mogoče manj tehnološka, manj napredna? Ja, jaz mislim, da sploh za mlajše generacije, ki prihajajo z fakultet, je zelo pomemben ta del. Ko sem jaz začel delati tukaj, sem dobil en računalnik, pa dobil sem en kod, pa računalnik je imel tipkovnico, da sem tako lesjadil, pa gor sem bil monitor, pa se noben ni sekiral, jaz pa tudi ne, ker smo bili mogoče mičken druga generacija, vsi isto oblečeni, vsi isto obut, pa pač to je delovno mesto pa ustvari, in se nismo tudi mogoče sekirali. Danes pa imajo ljudje čisto druga vprašanja, že ko pridejo na razgovor, sprašujejo čisto druge stvari, kakor smo jih recimo mi. Bom rekel, že za plače veliko me vprašajo, kakšna je usmeritev podjetja, kako prispevate v globalne izboljšave, kako čisto drug pogled imajo, no. In tudi se mi zdi, da je tukaj en zelo pomemben del, da jim znamo tudi prisluhniti in jim odgovoriti na ta vprašanja. Jaz sem aktivni poslušalec, probam biti tudi empatični poslušalec, je zelo težko, se da, ampak se mi zdi, da to za vodjo si mora vzeti čas, ampak mora vedeti, kdaj so tisti ključni trenutki. Zdaj, če me nekdo ujame na hodniku, da bi sam še eno stvar naložil na hrbet, mogoče ni potrebno, da se kar ustavim. Če pa pride en sodelavec s težavami ali pa s čemerkoli, pa da moramo razreševati, pa treba vzeti čas, zapreti laptop, pa se pogovoriti, pa tudi če bom 3 ure dali v službi zaradi tega, ampak je treba pogledati, kje lahko pomagamo, pa ko lahko obrnemo. Tako da to se mi zdi, da je zelo pomembno. Pa ni samo, to je pa zanimivo, ni samo za razvoj to,
Mi smo zelo kompleksno podjetje, ker imamo razvoj, proizvodno in servis. Tako da v bistvu vse stvari pokrivamo, zato nas je tudi mogoče malo več na višjem nivoju, ker je kar težko upravljati vse to. In tukaj recimo tudi za proizvodne delavce in podobno, imamo visokotehnološko proizvodno, tako da ni klasična proizvodna in je ista težava, isti izzivi. Isto potrebujejo ljudje, da jim nameniš nekaj časa, pa vse smo nekako vsi zelo podobni. Tako da mislim, da je to zelo pomembno. No, to tudi naredi veliko razliko, se mi zdi, če nekoga poslušamo ali pa ne. Pa tudi mogoče to, da poslušamo, pomeni, da tudi nekaj naredimo. Včasih nekdo pravi, je res odličen poslušalec, vse včasih res rabimo samo to, včasih pa rabimo tudi, da se neka akcija zgodi. Res je. Tako da ja. Je pa to ena stvar, če si me že vprašal, na kateri bom tudi jaz razmišljal, kako z aktivnega poslušalca priti še malo bolj empatičnega. To, kar mi še malo manjka. To tudi Jana prav, tako da bo verjetno res. The best. Da mi povej, še zmeraj malo sprovociram moje izjemne goste in sicer, če bi lahko v preteklosti ali po svoji karieri šel nazaj, a bi kaj spremenil? Ja, to so me že večkrat vprašali, pa večkrat sem ful razmišljal, pa vedno pridem, da veliko prav ne. Ker vse te detajle, čez kjere greš, pač moraš iti. Ne vem, kako bi lahko te stvari naredil drugače. Če bi jih znal, bi jih verjetno že takrat. Tako da ja, sigurno, majhne stvari, majhne napake, ko sem jih delal, ko ne bi bilo treba. Ponavadi, mislim, kar sem jaz razmišljal, nikoli nisem najdel, da bi znal kaj veliko drugače. Pač moraš čez vse te stvari, pa vsakič se nekaj novega naučiti, ker tukaj pa res izkušnje veliko tudi pomenijo, z vseh teh področij. Ena stvar, ko bi jo naredil drugače, pa tudi ne vem, če bi jo takrat razumel, je, da bi prej prebral knjigo od Andyja Groova High Output Management, pa bi mogoče ene stvari hitreje razumel, kot da sem se sam mogel dokopati do njih. Ampak tudi vprašanje, še danes, če to knjigo preberem, se mi zdi neverjetno in vprašanje, če bi 10 let nazaj sploh razumel, kaj Andy Groove opisuje. Tako da nisem siguren, če se da karkoli preskočiti, mislim, da je pot taka, kako je in moraš pač slediti, pa boš prišel do nekam. Res je, tako kot si rekel, mogoče v različnih fazah življenja, kakšne stvari drugače dojemamo, pa čeprav mogoče isto prebereš nek stavek, ti mogoče malo drugače pa rezonira. Da mi povej še, se pravi, danes živimo v zelo digitalno naravnanem svetu, tempo je zelo hiter, veliko se dogaja, veliko informacij dobimo. Danes ne bi praktično ena oseba dobila za več knjig informacij v enem dnevu, ker 100 let nazaj si ti v celem življenju dobil za eno knjigo informacij. Pa me zanima, kako skrbiš za svoj stres oziroma ta work-life balance? Ja, predvsem tukaj je ena stvar, ko je šport. To veliko pomaga. Drugo, ko je neka rutina, do neke mere, da se počuti človek, bom rekel, varno, da ni vsak dan vse drugače. Potem zadnje čase je res veliko časa preživim z družino in tukaj tudi recimo je hčerka ena taka stvar, ko jo vzameš v roke, tu zelo pomirja. Tako da mi tudi pomaga pri stresu. Je pa trenutno tako, da imam pač dokaj zahtevno službo, potem novo družino še s hčerko plus MBA, tako da to je 3x po 8 ure 24 ur. Nekaj treba pa še spati, pa vsak od teh je za 12 ur, če sem pošten. Ampak dobro, letos moram pač prebroditi. Ena stvar mogoče, ko sem se naučil, je malo potrpežljivosti pa malo humorja. Da pač ne znam vseh stvari tukaj resno, ko sem jih 10 let nazaj, ampak sem malo ne smejim nad kakim stvarem, pa kakaj malo spustim, pa sem mičken slabši narejene, ampak sej, nekaj tudi meja, do kamer je možno. Tako da ja, bom rekel, ni najbolj, ni splošnega recepta, ampak mislim, da mora vsak za sebe nekako najti tisto rešitev. Kar je pa ključ po moje tukaj, pa da to, kar delam, pa res rad delam. Vse te 3 stvari so meni zelo pomembne in če bi jutri lahko zamenil, noben od teh ne bi zamenil. To se mi zdi pa, da je tisti del, ko ti pa pomaga, da nisi konstantno v stresu, ker če je nekaj muka, pa če nekaj res ne bi rad, potem imaš skozi stres. Jaz pa vsakič, ko je težko, se spomnim, ja, sem zato, ker bi rad bil tukaj. In mi ful pomaga. Tako da. Daj mi povej, sicer zdaj si prevzel titulo, si CEO, 2022 si prevzel, podjetje raste, podjetje ima
zelo veliko so vas govori, delate s top strankami. Kakšni so tvoji osebni cilji in pa poslovni cilji, ki jih vidiš iz vidika Devesofta, pa tudi iz vidika Tilna? Ja, moj osebni cilj je, da zaključim faks do konca leta, da dobim 1/3 časa nazaj. Tako da, pa seveda preživljanje časa z družino, pa mislim, da kaj veliko drugega pa ne rabim. Tako da s tem bom zelo zadovoljen. Potem, kar se tiče pa Devesofta, pa ta trenutna platforma, ki je neka interoperabilnost v celotni industriji, da so vse države, vse naprave lahko priklopijo skupaj, ki se imenuje Blueberry. To je nek večji projekt, ki ga bomo letos releasali. Ta se mi zdi zelo ključen za nadaljnjih 5-10 let v tej industriji, ki bo vplival na vsa podjetja v tej industriji, ki delajo. Potem je mesto Krabato, Juretova ideja, da bi združili startupe pa nas kot podjetje. Že danes smo nekako katapulta, ampak to je bil res en korak naprej, da bi naredili en tak tehnološki park, ki ga v Evropi ni. To se mi zdi tudi ključno, da se potrudimo, da bomo ga lahko financirali pa naredili, ne. Sej mi na koncu res živimo za to, da delamo premike pa da delamo take zanimive stvari. Meni se zdi to ful že me to motivirano, da lahko kot Devesoft take stvari naredimo, no. Tako da poslovno sta te dva, Blueberry, mesto Krabato, pa naslednja generacija inštrumentov, ki zdaj delamo. So za mene zelo pomembni. Moram reči, da sem videl posnetek mesto Krabato in tudi z Juretom, ki sva se pogovarjala, moram reči samo kapo dol in upam, da čim prej zaživi. Ja, tudi mi. Peva Tilen še malo na tvoje osebno življenje in sicer najljubša knjiga, prej si že izpostavil High Output Management. Zakaj, kaj te je toliko navdušilo? Ja, včasih, ko določene stvari človek bere pa gleda, pa se mu zdi, da ko od enega avtorja nekaj prebere, se mu zdi pa, da je nekako tisti, kar bere, je že enkrat videl, kot nek déjà vu. In recimo Andy Grove je bil bivši direktor Intela, naredil je Silicon Valley, to, kar je tudi, je bil en izmed ljudi, ki so ga naredili to, kar je iz vidika te poprevodniške industrije. Intel je zelo dobra firma. In ko sem jaz prebral njegovo knjigo, prvič sem v bistvu dojel prej stvari, ko sem jih nekako podzavestno vedel pa izvajal, sem nekako začel postavljati, to je tak framework pa razumeti, zakaj so te stvari ključne, zakaj moram vsak dan iti en krog čez firmo, prebrati maile strank, zakaj je informacija ključna stvar za menedžerja, da jo prav stekne skupaj pa z tega naredi nekaj bolj pomembnega in tako naprej. Ko je v resnici glavna naloga menedžerja na kjerikoli poziciji? Internet. Tako da tukaj mi je res odprl veliko enih stvari, pa zelo tak analitičen, pa zelo smiselno razmišljanje. No. Tako da nekako, ko sem to prebral, sem ga res cenil. No. In vem, zakaj je Intel taka firma, kot je danes. Ni naključje. Ne. Zdaj, najljubša hrana, kaj je tista, v kateri najbolj uživaš? Ja, tukaj moram reči, da sta kaka pizza pa burger, sta mi še vedno tako top. Verjetno je pizza, zato ker iz mladih let smo veliko tega pojedli in me še vedno razveseli kot taka, ne vem, domača hrana. Drugače pa imam rad kak suši, no, to imam pa res rad, če se najde dober suši bar, pol zelo rad pojem, no. Ne vem, tako, no, ja, še kar nekak pizza zmaga. Daj mi povej, zdaj, ko sem te vprašal za najljubšega podjetnika, zdaj si že izpostavil gospoda Grova, a je še kakšen tak, ki te navdušuje, mogoče tudi kakšen v Sloveniji, ki ga, ne vem, spremljaš? Ja, tukaj bom rekel, da večinoma moram iskreno povedati, da tukaj mi je Jure res zgled, torej naš prezident. Zaradi tega, ker pač veliko stvari sem se od njega naučil, še vedno mu ne zmanjka idej, še vedno vsak dan zjutraj vstane, so slab dnevi, so dober, pa ima tisto energijo, dajmo narediti, gremo naprej, redko upa, pa reče, ne, bomo nekako. Ne vem, no, iskreno moram reči, da mogoče tukaj sem blizu, pa vem, kako dela, pa kaj dela, ampak pač še vzamem Slovenijo, sigurno to en zgled. Drugače pa Andrew, ja, pa sigurno tudi recimo, ne vem, če gledam, so mi določeni detajli od drugih všeč, recimo, če gledam, Steve Jobs je bil človek, ki je veliko časa preživel med ljudmi, pa veliko časa je delal, ni bil, te verjačejo, kafling cel,
Torej, neki ego-arojni palač, sprejemo decižne in to pa rečemo, ja, je treba. Ja, dobro, mogoče je treba, ampak on je bil drugačen. On se je vzel ene projekte s srcem in tiste je prispeval. In je naredil z tistih ene rezultate. In ta recimo detajl mi je zelo všeč, ker se mi zdi, da če imaš določene talente pa znanja, zaradi titule jih dati na stran nima nobenega smisla. Tako da veliko takih detajlov od recimo določenih vodij mi je všeč, no, kakor me spodbujajo. In vedno, ko berem kako njihovo knjigo o njihovem življenju, si pol vzamem ven tisti, ker je meni zanimiv, pa probam videti, kje jaz to lahko uporabim. The best. Tako da ja. Zdaj, že prej si omenil dve aplikaciji, in sicer Google Calendar pa Huckleberry, ampak če danes odpreva zdaj tvoj telefon, kje so še kakšne aplikacije, ki so ti blizu, pa jih rad uporabljaš? Ja, bom odprl. Velikih je. Recimo tale Evernote, to je moja osnovna aplikacija, s katero v bistvu si organiziram vse stvari. To pomeni, da v bistvu iz vseh sourcev, ki jih dobim, torej maili, PDF-ji, Slack, Discord, vse informacije, ko imam, si pošiljam v Evernote, pa jih tam organiziram. In recimo pol sklope delam skupaj in pol, ko delamo naslednje korake, grem čez te stvari, to so večinoma zmetane stvari skupaj, brez smisla, mogoče pa ko jih preberem, ko ujamem še druge informacije od stran, začnem pol graditi določene stvari, ki se mi zdijo ključne. Tako da Evernote je sigurno zelo pomembna. Potem The Economist mogoče, to je en izmed časopisov, ko ga vsak dan odprem, no. Zdaj se veliko stvari dogaja na Kitajskem, Amerika čedalje več podjetij deva na sankcijske liste, je težje dostavljati in tako naprej. Recimo vsak dan preberem malo, kje se nahajamo, kakšne situacije, si tudi v drugih, da nisem biased, ampak recimo The Economist je taka osnova, ker sem se pač odločil za en časopis, kakor ga res spremljam, no. In tukaj pogledam malo stvari po svetu, da dobim malo občutka, ko moramo paziti, kje se nam lahko kaj zakomplicira, kva se stava nam dogajamo, še dobili čipe, ne bomo dobili čipov. Tako da nekako sigurno Evernote pa Economist, ta dve take ključne, no. Drugače je pa tole vidim 40. Veliko uporabljam različne aplikacije, no. The best. Daj mi poveš, ker sem te vprašal za najcitat, si mi napisal vsake svoje sreče kovač. Ja, ta je včasih tako malo hudomušen, pa je mogoče tudi kdo mičken poskočil ob tem, ko ga rečem, ker ga lahko vzameš pozitivno ali pa negativno in glih to je čar tega citata. To pa nekako mislim na tak način, ko sem prej rekel, da vsak mora najti tisto, kar dela, če je to kuhna, naj kuha, če je to neki zvečer, ne tisto počne, ampak res mislim, da mora najti tisto, v čemer je dober in potem lahko kuješ svojo srečo, ker to je zadovoljstvo pa sreča zelo subjektivna, no. In mislim, da vsak si je sposoben sam vsem prečarati en dober ali pa en slab svet, ne. In je mišljen ta citat pozitivno. Tako da si pač da si najdeš to, kar v čemer si dober, pa se tizga držiš, pa si lahko zadovoljen in srečen v tem. Je pa malo hudomušen, ker včasih kdo res poskoči, ker misli, da je za frkancem. Ja, tako mislim, no. Mislim, da zdaj bojo zdaj poslušalci še bolj spoznali in bojo videli, da je mišljeno v pravem namenu in v pravem pomenu. Tilen, pejva še na najpomembnejše vprašanje in sicer mi imamo že zelo lepo število poslušalcev, od mladih študentov, podjetnikov, pa tudi vse do izkušenih podjetnikov, menedžerjev, članov uprav. In sicer, če bi lahko delil kakšen nauk ali pa nauke, neko zaključno misel, kaj bi to bila oziroma bile? Ja, tukaj bi pa mogoče imel eno. Zdaj, z mojim pomanjkanjem časa je ta še bolj jasna, kot sem jo prejšnje leta dojemal. Bi rekel, da bi bilo zelo, zelo dobro, če vsak najde nekaj časa za to, da ostane tukaj zdaj. Da se ne fokusira tukaj, ko bo čez 5 let, ko bo čez 1 uro, ampak se malo ustavil, malo premislil, malo pogleda svet, kako se jave, da v resnici je kar lep, pa dober. In bolje življenje veliko lažje. The best, top. Dragi poslušalci, še enkrat z nami je bil Tilen Sotler, glavni izvršni direktor oziroma CEO Devesofta, podjetja, ki ga vsi poznamo. Če ga še ne, ga boste spoznali, res svetovni trendsetter, inovator. Tako da, Tilen, vem, da si tudi mentor, imaš ogromno nekih klobukov, si izjemen direktor in verjamem, da boš popeljal Devesoft še naprej. Tako da še enkrat najlepša hvala za tvoje izjemne izkušnje, poglede, nasvete. Res, jaz sem navdušen, tako da hvala. Hvala tudi tam. S
Spremljajte nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.